kamere tečejo, lahko začnemo. Spoštovane novinarke in novinari, najprej bi se opravičil, ker sem me danes zvečer malo pred hlačk udaril, pa upam, da bo kljub temu vredno. Mi smo v Slovenski ljudski stranki pravzaprav do zadnjega pričakovali, da do te interpelacije ne bo prišlo in da bo se minister sam umaknil oziroma da se bosta s predsednikom vlade dogovorila za odstop. V vsaki normalni demokratični državi v tej Evropski uniji takšne interpelacije sploh ne bi bilo, ker bi minister pravočasno odstopil sam po vsem tem, kar se je v tem primeru zgodilo. Ampak, ker se to ni zgodilo, na podlagi 118. člena Ustave Republike Slovenije in 250. člena Poslovnika Državnega zbora s podpisi poslancev Slovenske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke vlagamo interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milana Pogačnika. Zaradi prvič objektivne odgovornosti zaradi kršitev oziroma nespoštovanja 10 členov Ustave Republike Slovenije, drugič zaradi suma povzročitve kaznivega dejanja po 314. členu Kazenskega zakonika, torej povzročitve splošne nevarnosti, tretjič zaradi kršitve 17. in 18. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije in 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Četrtič, negiranja stroke, evidentne pristranskosti ter političnega in osebnega vplivanja na postopek odločanja v konkretni zadevi, s čimer se je neposredno ogrožalo človeška življenja. Petič, ignoriranja številnih javnih pozivov k zaščiti javnega interesa in zaradi dajanja prednosti interesov posameznika in pravici do lastnine napram splošnemu javnemu interesu in ustavni pravici do varnosti. Se opravičujem. Šestič, zaradi poskusov utišanja opozicijske politične stranke, ki je v letu 2009 z več javnimi pisnimi in več ustnimi poslanskimi vprašanji ter javnim pozivom poslanca SLS Janeza Ribiča Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije opozarjala na sporni postopek v konkretni zadevi vrnitve bulmastifov ter pritisku, tako kot ste sami tudi dejali na medije, ki so poročali o konkretni zadevi ter s tem poseganja v svobodo tiska. Na podlagi 118. člena Ustave Republike Slovenije ter 253. člena Poslovnika Državnega zbora podpisani poslanci predlagamo, da Državni zbor Republike Slovenije po končani razpravi o interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospoda dr. Milana Pogačnika sprejme naslednji sklep. Dr. Milan Pogačnik se razreši s funkcije ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Veliko bi lahko govorili o vsebini interpelacije, predvsem o vseh dogodkih, ki so se razkrili v zadnjem tednu, v zadnjih 10 dnevih, pa boste verjetno največ prebrali v samem gradivu. Jaz upam, da boste tekom tiskovne konference dobili tudi sam tekst interpelacije. Sam bom se dotaknil predvsem ključnih zadev, ki sem jih večkrat navedel tudi v svojih nastopih. Kot prvič gre v tem primeru za grobo teptanje javnega interesa in grobo teptanje pravne države. Zakaj? Zato, ker preprosto veljavni zakon o zaščiti živali v tem primeru ni bil spoštovan. Namreč spomnili se boste, da je v letu 2007 takratna koalicija predlagala ta zakon v obravnavo preprosto zaradi tega, da bi razrešili ta specifičen primer. Specifičen primer bulmastifov,
Zaradi tega je v ta zakon sta bile vgrajeni dve določbi. V 26b členu piše, da uradni veterinar odredi usmrtitev psa, prvič, če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka, in drugič, če je bil soudeležen pri povzročitvi posebno hudne telesne poškodbe. Ker je šlo za retroaktivni primer, je v ta zakon bila vnešena določba retroaktivnosti v 27. členu, ki pravi: začeti postopki v zvezi z nevarnimi psi se dokončajo v skladu z določbami tega zakona. Poudariti želim, da je ob obravnavi tega zakona, ker je šlo preprosto za specialne določbe, za ta primer, da zakonodajna pravna služba Državnega zbora ni imela nobenih pripomb na to določbo retroaktivnosti. Kar je bilo seveda jasno in normalno, ker je šlo preprosto za zaščito javnega interesa. Naj opozorim tudi na opozarjanje državnega pravobranilstva, ki smo ga pravzaprav takrat v celotno zgodbo vključili z pozivom strani Slovenske ljudske stranke, ki je opozorila na nezakonitosti. Ne bom govoril seveda zdaj o tistem javnem pooblastilu, že to je čudno, da generalno javno pooblastilo, ki je bilo vedno dovolj za obravnave, da v tem primeru pač ni bilo zadostno in da je državno pravobranilstvo poskušalo dobiti specialno javno pooblastilo, ki pa je potem zaradi, da ne bom rekel, takšnega ali drugačnega zavlačevanja ali pa zadrževanja prišlo prepozno. Opozoril bi na čudno, malo rečeno, čudna formiranja strokovnih skupin, kjer v sklepih sami ugotavljajo, da so delno pobudili zahtevam stranke v postopku, torej zagotovo v primeru teh komisij, ki so na koncu odločali o tem, ali se psi vrnejo, ni bilo, tako kot je bilo rečeno, nepristranskosti ali pa neodvisnosti. Opozarjam na negiranje stroke. Veterinarska uprava je v 3 svojih odločbah na osnovi veljavnega zakona o zaščiti živali 3-krat izdala odločbo, da se morajo psi humano usmrtiti. Veliko kinologov je opozarjalo na to, da so psi nevarni. Eden med njimi je dejal, da so tempirana bomba. Ne bom razglabljal naprej o orožjih in tako naprej. Skratka, veliko stvari je bilo, ki je kazalo na to, da se ti psi preprosto ne smejo vrniti. In ministra za kmetijstvo, noben zakon, nobena odločba, nobeno sodišče ni pozivalo k temu, da pse vrne. Ampak na ministrstvu je kljub temu vladala velika želja, odločnost, da ne bom rekel trma, da se psi vrnejo, kar se je kazalo tudi skozi pritiske na vse širom, kot se temu reče. Tudi na vas mediji. In ker se mi zdi ključna poanta tega primera ta, da kar me najbolj skrbi in smo najbolj zaskrbljeni, da imamo v Sloveniji pravzaprav dvoje pravnih držav, torej ena pravna država za malega človeka, denimo gospoda Megliča, ki po 4 letih preživetega svojega grozodejstva, da temu tako rečem, ni doživel še nobenega epiloga, torej njegov primer ni doživel nobenega epiloga na sodiščih, torej na eni strani, in na drugi strani
pravna država za nekoga, ki ima zveze, poznanstva, da ne bom rekel denar, in kjer se da seveda z različnimi pravnimi akrobacijami doseči pravzaprav vse. In nad tem smo resnično lahko zaskrbljeni in proti takšnemu načinu je seveda potrebno protestirati. In to želimo pravzaprav tudi za to interpelacijo doseči. Hvala lepa za enkrat.